Velikokrat v družbi sedim tiho, tako dobim več odgovorov, kot da bi naravnost vprašal. Ta knjiga z naslovom Komunikacija z nezemljani, vidim, da jo ljudje velikokrat kupujejo, predvsem zaradi tega, ker mislijo, da bodo res srečali zgodbo o nezemljanih. Ampak ali ste v resnici srečali kdaj nezemljana? Jaz jih srečujem vsak dan. Pa ne, ker živim v drugi dimenziji, ampak ker se ljudje pravzaprav med sabo ne razumemo. Pred več kot 20 leti, ko sem bil še študent fizike, sem bil tudi član društva za tolmačenje znanosti Kvarkadabra, kjer smo visoko znanost prevajali na poljuben način. In ena od tem, ki sem jo pravzaprav dobil za odgovoriti, kako bi z znanjem, ki ga imam kot fizik, pozdravil ali pa nagovoril nezemljana, ki je pred mano. Ta odgovor oziroma ti odgovori, moji prispevki so bili objavljeni v knjigi izpred 20 let, Zakaj je nebo modro. In potem po 20 letih, ko sem na nek način vse te svoje arhive odprl in berem te svoje stare zapise, vidim, da to, kar sem pisal o komunikaciji z nezemljani kot fizik, v resnici danes počnem kot psihoterapevt ali pa krizni vodja v podjetjih. In tako je nastala knjiga, ki je pravzaprav zelo podoben tekst kot takrat kot fizik, danes pišem kot psihoterapevt. Komunikacija z nezemljani je v osnovi namenjena tistim, ki iz stroke, strokovnjakov postanejo vodje, naenkrat začnejo delati z ljudmi. In vidimo, da vse tisto, kar je v naši glavi, ni tako enostavno spraviti ven. In tukaj je osnovni priročnik, kaj pravzaprav so ljudje, kaj so človeški viri, kako poteka komunikacija in osnove komunikacije, je na teh nekaj straneh. Ampak kar je najbolj pomembno, da kot osnova sem na koncu tega priročnika, oziroma tistega priročnika pred 20 leti napisal, da bi v vsakem primeru uporabil stavek Pozdravljeni, jaz sem človek. In ta knjiga govori, kaj v resnici pomeni biti človek. Pozdravljeni, nezemljani.